Torej, bili smo 8. narod na svetu, ko smo prevedli svetopismo. Imamo ene najstarejših zapisov, molitev in tako naprej. Starejše, kot so brežinski spomeniki. Skratka, zelo zgodaj smo se opisnili in to nam je verjetno tudi dalo neko, ravno to, da smo imeli svojo pisano besedo, svoj jezik. Jezik je bil izjemno pomemben pri oblikovanju narodne zavesti in pa nacionalne identitete slovenske. V tem smo podobni Norvežanom, v tem je delala študijo tudi Andreja. Torej, kultura je tisto, ki nas dela in ohranja. Ne toliko gospodarska moč, nimamo nafte, ne kapitala, nismo imeli industrije, imeli pa smo močno kulturo in to je tudi Cankar pisal o tem. Kultura je tista, kar nas drži gor in zaradi česa se lahko primerjamo tudi z veliko močnejšimi in večjimi narodi. In prihodnje mislim, da bo tudi tako. Nimamo nekih drugih naravnih virov, niti nimamo močnega demografskega potencijala, da bi se lahko šli z drugimi ali pa merili z drugimi, imamo pa lahko dobro kulturo, če ohranimo jezik. In če bo Evropa obstala, bomo tudi mi obstali. Če pa bo Evropa padla, bomo pa verjetno mi tudi z njo padli. To je potrebno povedati. Bog ve, kakšen bo politični zemljevid čez 50 let ali pa čez 100 let. Ključna stvar je, da se v Evropo vrne življenje, ki izginja zadnja desetletja. Življenje, demografska slika se mora spremeniti. Otroci morajo biti. In če bomo to uspeli, ta premik narediti od domačih ljubljenčkov k otrokom, potem lahko rešimo recimo tudi prihodnost Evrope kot take. Zdaj pa še nazaj k jeziku. Zdaj smo imeli eno dobro razpravo o tem, kakšen je slovenski jezik. Je živ, se razvija. Cankar je rekel, da je dovolj dober za umetnost. Videli smo tudi za znanost. No, s stopom v Evropsko unijo, pa se je jezik neverjetno hitro širil in se razvijal. Že tudi zaradi tega, ker je nešteto izrazov, ki smo jih mogli usvojiti Slovence v svoj jezik in na ta način smo ga hkrati razvijali. Jezik je živa stvar, ne nazadnje. Tako da smo, oziroma strokovnjaki so ugotavljali, da se je z vstopom Evropske unije slovenska kultura, zlasti pa jezik, dobil neko novo razsežnost, novo možnost razvoja. Zdaj, biti čisto zaprt je bila verjetno največja napaka in najkrajša pot v neobstanek, v propad kot tak. Slovenci smo lahko, to vidim tudi pri športu, ne samo pri kulturi, konkurenčni tudi velikim in lahko uspemo samo, če se merimo z njimi. Samo, če smo del, recimo, neke širše družine. In Evropa je tudi kulturna entiteta. Res je, kot sem prej dejal, je razdeljena, živi v različnostih, ampak ima v sami svoji kulturi, imamo nekaj skupnega. Nemci, Hrvati, Francozi, Slovenci. Smo se razvijali stoletja na podlagi, antične filozofije, rimskega prava, judovsko-krščanske religije, tudi razsvetljenstva in tako naprej. Vse to je oblikovalo nekaj jedro vrednot, ki jih danes v Evropi živimo. In človekove pravice so ena temeljnih. Človekove pravice in svoboščine, temu se reče svoboda posameznika in Evropa je tista ključna, ki je uspela posameznika osvoboditi. In to vrlino, to vrednoto je treba ohranjati. Tudi sedaj, ko imamo te nevarnosti, imigrantske, nezakonite imigranti in tako naprej, naš način življenja in pa našo jedro vrednot moramo obraniti na vsak način. Ne moramo sprejemati, kot levičarji rečejo, nekaj moraš sprejeti, nekaj pa daš unim. Ne, oni so prišli k nam živeti, zato ker so tukaj videli, da bi lahko živeli in seveda morajo sprejeti nekatere naše vrednote, kot so mir, strpnost, toleranca, človekovo dostojanstvo. Je ravno v naši krščanski civilizaciji dosegel takšno visoko stopnjo, nikjer drugje na svetu.
Tako da jaz mislim, da je to naša kultura, ne, ki jo moramo braniti in ohraniti. Ne. Naslednje leta bodo zelo pomembna. Tudi zato, na kak način se bo Evropa uspela soočiti z terorizmom, ki ogroža, ne, močno Evropsko unijo, veliko bolj, kot si mislimo, in pa nezakonite migracije. Ne. Če bomo uspeli rešiti ali pa povečati odpornost Evropske unije pa držav članic do te ključne nevarnosti, potem bo tudi prihodnost malih narodov v Evropski uniji zagotovljena. Ne. Kolikor pa ne, kolikor bo vlekel vsak na svojo stran, kolikor ne bomo z enim glasom odgovorili na vse te nevarnosti, takrat je pa lahko problem. Ne. Pa nas Turek Erdogan lahko zruši, pa še kakšen Putin shoda, pa še kdo, kakšen tretji, ne. Veliko nevarnosti je, ki poskušajo destabilizirati Evropsko unijo ali jo vrč stečajev, ne. In Slovenijo seveda tudi z njo. Slovenija bo vedno morala živeti v neki družini. Sedaj, po Avstro-Ogrski, je to, kar imamo najboljše v Evropski uniji. Veliko boljše, kot da bi bili pod Beogradom, ali Ankaro, ali pa Moskvo. Tako da moramo tudi to, kar imamo, jemati kot vrednoto, ne, in jo razvijati še posebej zato, ker skrbi Evropska unija za male in to zelo. Ne. Tudi politični sistem, volitve so tako. Ne. Slovenski mandat je 4-krat težji kot nemški. Ne. Nemce 82 milijonov imajo 96 mandatov, ne. Nas pa 2 milijona imamo kar 8, ne. To je 4-krat več kot Nemci. Ne. Tako tudi z tega vidika je malim dana neka, če se degresivna proporcionalnost, ne, malo prednosti, da niso čisto brez politične moči in podobno. Ne. Ja, jaz mislim, da je ta evropski okvir pomemben, ne, za ohranitev Slovencev kot narodne identitete in pa seveda tudi jezika. Ne. Tako, zdaj še zaključna misel, Tone.